Sonce na mojem nebu je, ker imam ljubljeno dekle. Dolgo sem upal hrepenil, da lahko bi enkrat srčno te obil. Šla bi vse povsod, za teboj pojde moja pot. Jaz in ti, ena smoba, skozi življenje bova združena šla. Lojze, za letošnjo domačo gledališko predstavo si izbral Divjega lovca. Sigurno je nekaj posebnega botrovalo temu. Ja, res. Mene je pritegnilo to, da je v tej predstavi veliko teh ljudskih običajev, pa teh ljudske pesmi. In to pa tudi sicer je dober tekst, tako da je za igralce, ali pa bi rekel še bolj bi bilo reči, da je to za naše gledališče, ker je ljudsko gledališče, zagotovo prava izbira. Še posebej zato, ker je letos 55 let, odkar je avtor pokojni, in vse to je nekako botrovalo, da sem si izbral pač to predstavo. Zakaj so Finžgarjeve ljudske igre tako pomembne, nekoč zelo priznane, zelo uprizarjene, potem zapostavljene dolgo časa, v novejšem času jih spet odkrivamo, tudi ti. Kaj nam je hotel povedati? Zakaj je tako pomembno moče za slovenski narod? Ja, mislim, da je Finžgar hotel povedati pa pokazati korenine slovenstva, če vzamem samo Pod svobodnim soncem. Kakšen tekst, to te nekako vleče, ko bereš to. In potem, ko sem prvič bral ta tekst, ko smo ga igrali pred nekaj leti, najprej sem si mislil, ja, bo težko, težko bo to ljudi pripraviti do tega, da bojo pravzaprav doživeli, kar je hotel avtor povedati. Pa vendarle, ko začneš to brati, ko se v bistvu zgodovina ponavlja nekako, ta nesoglasja, pa vendarle potem zmaga dobro nad zlim in tako naprej. In to je tisto, on je znal ljudem pokazati, kaj je prav. Ne tisto, kaj je narobe, da bi pravzaprav razrovaril tekst in predstavo. Ne, on pokaže, kaj je bistvo, kako naj bi ljudje živeli, da bi bilo lepše na tem ljubem svetu. In to je tisto. No in poleg tega zna pokazati te ljudske običaje, tako naše, tako slovensko. In on se je pravzaprav tega slovenstva nekako navžil on in se tudi mi, ko beremo in ko se te igre igrajo in predstavljajo. Tako da jaz mislim, da je bil en pravi Slovenec, ki ga morda res preveč pozabljamo in da bi bilo vse več potrebno, da ga postavljamo na oder. Mislim, da bomo še kakšno njegovo delo postavili tukaj na Studence na oder. Premiera je za nami in nekaj ponovitev. Lojze, kakšni so tvoji prvi vtisi? Kako je publika sprejela to igro?
Pri nas je težko na nek način izbrati pravo delo, kajti vsak tretji, ko te sreča, pravi komedijo, za smejati, za razvedrilo. Ne. Ja, to je res, ne? Ampak Slovenci smo nekako taki ljudje, da tudi avtorji pišejo bolj žalostne stvari, vendar dobre stvari, kar je narejenega. In tu je treba pravzaprav pokazati, kaj pač mi počnemo. Ni nujno, da je komedija. Važno je, da je naše, da je dobro, ne kar tako. In to je tisto, kar bi morali tudi v bodoče skrbeti, ne samo mi, ampak vsa slovenska gledališča. In iz aplavza in sprejema publike, iz navdušenja se je videlo, da je to. Ja, mi smo bili veseli, pravzaprav res eden kot drug, ne, da nam je tako uspelo. Seveda, publika je tista, ki pove svoje mnenje in smo bili zelo veseli, pa tudi potem odmevi so izredno dobri, tako da smo lahko res nadvse zadovoljni. Majda! Janez, Zakaj jokaš? ne sprašuj. Pri meni se spočiješ. Obljubim ti, ne obljubim. Prisežem ti, imel te bom vedno rad. Nikoli. Ne razumem, kaj pomeni to nikoli. Prisegla sem. Prisegla? Prisegla sem tisto noč, ko so te ujeli, da ne bom nikdar Gašperjeva. Proti očetovi volji tudi tvoja ne. Nepremišljena prisega. Ampak sveta. Vse je uničeno. Janez, ne. Saj oče ozdravi. Segel sem po roži, ki je ni moč utrgati. Brez tebe ne bom nikoli srečna. Moji so divji lovci. Kakšen človek je pravzaprav Janez? Ja, on je v bistvu čuteč, dobrovoljen, obenem pa tudi korajžen, da ne se pripravljen boriti za cesarja, za vojsko. To mu ni težko, a ne. Mogoče je edin to njegov minus, recimo, na rekovajih minus, ker tako, kot v današnjem čas, a ne. Če si mu preveč čuteč, ne furaš dober. In mogoče je to en njegov tak bremenilni karakter, tako da pol že v bistvu ima ocinca. In zato dvomi, zakaj sploh počne nekaj. Ja, ker na koncu v bistvu on, ko vidi, da Majde ne bo dobil, on se pripravljen v bistvu že kar malo vršt sam v prepad, čeprav pol sam tega ne naredi. Je pač ena tragična oseba, ki je pa lahko tudi povezava za današnji svet, za današnji čas. Povsem druga vloga kot Čarlijeva teta lani. Čist povsem druga, tako da opažam, da sem bolj zmatran domov pridem, kakor pa lanske let, naprimer, ki je bilo vse bolj lahkotno. Kakšni so vtisi? Premiera je bila, 2 ponovitvi? Lepi. Publika sprejema. Ja, tisti, s katerim sem govoril, so vsi zadovoljni, veseli, da nam je lepo ratalo, v glavnem kar... Da je nekaj slovenskega. Ja, tako. Pohvale za vse. Ja. Pa seveda pevski vložki, kot vedno, tvoj doprinos. Ja, to še zmer velja, da raj 3 zapojem, pa 1 pove. Adijo planine, bilo je lepo, komaj čakava, da spet vrneva se v planinski svet. Adijo planine, je težko slovo, tu je dober zrak, tu je večni mir, kot drugje nikjer. Vidve sta obe odigrali Majdo. Povejta, kako sta jo doživeli, zakaj se odloča tako, kot se, zakaj je tako senzibilna, v kakšne situacije je postavljena in sploh vajin odnos čustven do Majde. Zame je Majda v bistvu zelo močno
močna osebnost, ker ne glede na to, v kakšne preizkušnje je postavljena, vse gre narobe v bistvu. Oče, kmetijo zgubijo, potem je Janez, ki ga v bistvu lovijo in je v bistvu v ujetništvu in pobegne. In ona v bistvu vse to prenaša, hudo ji je, ampak vse to prenaša nekako z eno plemenito držo. Ja. In recimo v trenutku, ko v bistvu Janez pride nazaj in ima verige, noben v vasi, nihče nič ne naredi za to in ona je tista, ki jih preseka. Seveda iz ljubezni do njega vse bi naredila. Tako da jaz v bistvu njo vidim kot pač eno odločno osebo, močno, ki pa pač ni, stvari niso pač mehko poslane. In na koncu umre skupaj s svojim ljubljenim Janezom, s tem odgovori pravzaprav na mnoge dvome, mnoga vprašanja. Ja, to je pa tudi v bistvu žrtev, ki jo ona naredi, pa tudi s tem pokaže, da v bistvu bi se res borila za to. Po eni strani pa lahko tudi razumemo to, da ne vidi druge rešitve iz te v bistvu obljube, ki jo je dala svojemu očetu in situacije, v katero je pač dana. Ja, pa Ana? Ja, kot si že rekla Marjeta, tudi Majda je močna oseba in kljub temu, da ona mogoče žive, je že prisegla, da raje umre, kot da bi vzela Gašperja, ampak tudi proti očetovi volji, tudi Janeza ne bo vzela, se v bistvu nekako še vseeno preko ljubezni pokaže, da je pa vseeno ljubezen bolj pomembna in da se za njo umre. Obe ste jo torej doživeli kot močno, čeprav za gledalce se zdi nekako nežna, krhka, neodločna, pa ni taka. Mogoče res deluje taka, za vsako stvari recimo zelo veliko želuje in res deluje krhka oseba, ampak v bistvu je ena tistih, ki je najmočnejša v predstavi. Ana igra prvič na Studencu, kako si zadovoljna z vlogo? Letos sem prvič sprejela malo večjo vlogo, lani sem bila sicer malo manjša vloga, sem plesala samo. Jaz se zelo dobro počutim. Mi je v veselje delati s tako vlogo. Z tako veliko družino v teh harmonijah. Tako da, ja, odličen občutek. Zelo suvereno nastopaš, ja. Iskrene čestitke še enkrat. Marjeta, Finžgarja igraš prvič verjetno, a ne? To je malo drugačna vloga kot kakšna od tvojih prejšnjih? V bistvu Finžgarja sem že igrala nekaj let nazaj. Sem bila Irena v predstavi Pod svobodnim soncem. Ampak v bistvu sem primerjala obe vlogi, ampak sta zelo različni. Mi je pa zelo pri srcu v bistvu to, ta slovenskost, da je nekako oživljanje slovenske kulture, slovenske zgodbe, ker je tudi taka zgodba, jaz sem prepričana, da so se take stvari dogajale. Mogoče je to, kar je napisal, so kakšni elementi, ki niso popolnoma resnični, ampak take stvari so se dogajale. In mislim, da ravno to pač prepriča. Prepriča nas, ki igramo, in prepriča gledalce. Ana, se boš vračala na študentski oder, če ti ponudijo vloge? Seveda, z veseljem sprejmem kjerkoli vlogo. Res, tukaj sem se zelo fajn počutim. Kakšni so bili pa občutki po premieri s tako glavno vlogo v petek? Se mi zdi, da sem premiero odigrala še najbolj tako, da sem se res počutila odlično, da sem jo zelo dobro odigrala, pač po mojem mnenju. Tako da, ja, so bili fajn občutki, res zelo dobri. Tole ti moram povedati. Ja. Ne bomo vinkarjev. A ti je všeč naša Majda? Jo, še vprašate, oče.
No, če daš besedo, da jo vzameš, ti zemljo zapišem še nocoj in oproščen boš vojakov. No ja, gospodar bom seveda jaz. Če mi boš všeč in če boš priden, dobiš vse 3 grunte. Moja 2, no, in še vašega. Veste, da bom, ampak Majda. Majda mora molčati in obogati. Ja, kaj pa Janez? Berača pošljemo na Laško. No, ta čas se te Majda privadi. Oprostim te vojakov, ti pa vzameš Majdo. Velja? Drži. Popriče stopi. Ježa in Gabra pripeli. Pa zadaj naj prideta, da jo kdo ne vidi. Že grem. Ampak Janeza moramo ujeti. Če jo potegne, ga ne dobimo več. Jutri zvečer. Njega prvega. Pohiti. In nobene besede. Že grem, oče. Boš ti videl, kaj se pravi pri meni biti za hlapca. To se ti bo krivil krbat. Bajtarskega Janeza na Laško, ja. Gašperja pa k meni za hlapca. Majda pa bo štrikec, s katerim bom zvezal vse 3 grunte skupaj. 3 grunte! 3 grunte! V Divjem lovcu si odigral Gašperja Lisjaka. Gledalci smo ga sprejeli kot enoznačnega, hudobnega, zlobnega, takega, ki išče samo koristi, je sin posestnika. Povej, če se postaviva recimo v različne pozicije v predstavi, recimo vloga napram županu, prijateljem, celotni Sreni in nenazadnje v tem ljubezenskem trikotniku, ki je najbolj oseben pogled. Kdo je pravzaprav Gašper Lisjak? Moram povedati, da sem ga razumel kar podobno, doživel podobno, kot ste zdaj povedali vi. Že od prvega prizora, pravzaprav, ko Gašper pride na oder, ga nihče ne vzame v mar, bi rekli s tako lepo slovenščino. Vsi gledajo bolj po strani, ostane sam, tudi ko skuša navezati stik z drugimi, se mu smejijo, ga ne obrajtajo, spet po domače. Takoj že s prvo besedo je bahav, že predno se karkoli spregovori, gleda na svojo bogato srebrno uro, ki je drugi, kot kaže, ne premorejo, on jo pa ima, in potem so mu obljubljeni še 3 grunti, celo samo zato, ker da mu ne bo treba vojsko, da bi bo najlepše dekle v vasi. Skratka, en tak hud samovšečnež, ki pa mu potem v tej njegovi zlobi pač nič ne uspe. In je na koncu pravzaprav eden tragičnih junakov. Čeprav, če pogledamo v življenje, je človek s tako osebnostjo, ki mu je dana, ali pa ki živi tako, kot živi Gašper, pravzaprav tragični junak že vse življenje, ker si prizadeva samo za materialno, samo za tisto, kar potem, ko je življenje konec, ni nič vredno, in še to življenje, ki ga tukaj živi, je pravzaprav samo en napihnen balonček, v katerem živi sam. In misli, da je tisti ta glavni, v resnici se mu pa vsi smejijo, in se mi zdi, da je Gašper nekako lahko dan današnji prispodoba mnogih tega pogosto sodobnega sveta, ko nam je mar samo zase, ko gledamo samo na materialne dobrine, ko bi vsi radi samo vse s pridevniki najlepše, najbogatejše, najbolj svetle, največje, vse bi bilo pravzaprav nam na kožo pisano, če bi bilo res zelo bleščeče in naše. Pogosto se zdi, da je svet tak, čeprav vemo, če pogledamo malo naokrog po svojih domačih vaseh, da še zdaleč ni tako, ampak so pa taki, ki živijo tako, in to potem tudi za okolico ni dobro. No, in tukaj bi ta vasica v tem Finžgarjevem času ali pa na našem študentskem odru živela precej drugače, če bi takega negativca ne bilo. In tako pa je v svetu. Bilo bi lepše, če bi ne bilo tistih, ki netijo vojne, bilo bi bolj mirno in ljubezni polno, če bi ne bilo tistih, ki si tega ne želijo. Jure, ti vedno tako lepo poveš bistvo stvari, zato te bom vprašala še o pomenu Finžgarjevih ljudskih iger nekoč v njegovem času in danes, kot si dejal. Zdi se, da nas še kako nagovarjajo dan današnji. Ja, zagotovo. To je, če je pero dobro, če je to nekdo, ki je cenjen že tako dolgo, kot je zdaj avtor, ki ga imamo letos v Poletnem gledališču Studenec, 55 let po njegovi smrti, še vedno vsi dobro vemo, kaj je spisal, in še
skoraj ni sezone, da bi kje v kakšnem koščku Slovenije ali pa v zamejstvu ne odigrali kaj njegovega. Veriga, recimo, ko sem bil jaz mlad mulj, so Verigo igrali tam v naši okolici skoraj vsako leto. Videl sem tudi kot najstnik, tudi Divjega lovca in se mi zdi, da seveda že takrat tisto ni bil njegov čas, ampak da z aktualnostjo kar ne izgublja. Prav tisto, kar sem prej govoril o tem. Pa po eni strani, če pogledamo Zavrtnika, ki je bogataš brez primere, ampak mu nikoli ni dost, tako kot so bili zdaj gospodje ali pa so bili pred 2 desetletjima gospodje, ki so dobili 2 milijona, ampak ni bilo dost 5 milijonov, 10 milijonov. Sploh nihče ni vedel, kaj in kam bodo s tem denarjem nagrabljenim, seveda od siromakov, ki so izgubljali službe in se danes kaže, da bi morali biti v arestu, pa spet niso, ne. Ampak to je druga zgodba, ampak vse pelje v pogubo, če se štarta tako. In se mi zdi, da so te stvari večne. Tako kot včasih, ko prebiramo kje kakšne zapise, ki govorijo o tem, ne vem, najbolj pogost je tisti, kakšna je ta naša današnja mladina. To je bilo zapisano pred Kristusom skoraj, da potem v času Grkov pa Rimljani so imeli podobne, vsi vemo, to so stari latinski izreki celo, ki govorijo prav o tem. Če bo šel svet s tako mladino naprej, se ne bo premaknil nikamor. Zato danes, ko mi starši gledamo, pa rečemo, kakšna mladina se to je nemogoče, poglej. So stvari, ki se ponavljajo. To je en tak cikel in se mi zdi, da prav ta aktualnost Finžgarja verjetno takrat v drugačnih razmerah je prav lahko dobro razumljena tudi v današnjem tem sodobnem času, pa ne samo v Sloveniji naokrog, ne samo v Evropski uniji. Lahko pogledamo v Združene države, kamorkoli lahko človek pogleda, posod bo videl na eni strani pohlep, pa tiste, ki bi spet želeli vse, tudi na račun tistih, ki že zdaj nimajo nič. Lahko pogledamo v Afriko, lahko kamorkoli, povsod je tako in kot kaže se svet v tem ne bo spremenil in ta Finžgarjeva zgodba bo verjetno aktualna tudi čez desetletja, kdo ve kdaj. Je pa zelo lepo se mi zdi in prav in sem vesel, da lahko sodelujem zraven, da se je nekaj takega starega slovenskega spet postavilo tudi na ta študentski oder, ki se mi zdi, da s tem zelo dobro živi in da je to igra, ki jo ljudje po eni strani tudi pričakujejo, ko pridejo sem. Čeprav zdaj v zadnjih letih smo jih razvadili s komedijo, vmes je bilo tudi kaj grenkega, pa kakšna drama, ampak zdaj pa nekaj let spet komedija in tukaj človek potem poleti se reče, išče en smeh pa dobro voljo. Finžgarji pa prav veliko ne prinese. Sem pa tja se pokaže kakšen košček s Tončkom, že zaradi Kondija, ki se pojavi lahko tudi v resni vlogi, pa se človeku zdi, da se bo treba smejati, ne? Ampak tukaj je pa, se mi zdi, da prav to, tisto staro slovensko in se lahko predstavimo v čase, ko so take igre igrali pod domačimi toplarji in to je to. Mislim, da je to namen tega. Vseh ostalih musicalov, stand-upov na prvo žogo je povsod drugod dovolj. Tisto je pač drugačne sorte teater in sem vesel, da tudi taka igra s takim sporočilom, s tako zgodovino, s takimi koreninami najde prostor v enem kulturnem poletju. V nedeljskem jutru, dragi, pride v goste, v hišici presrečna sta oba. Ko vrne se župan zelene koste, ljubimca lovca divjega spozna. Ljubezen premosti naj vse ovire, odkrito fant prizna, jaz ljubim jo. Divja div gozdu več ne bom preganjal in gost mi pravlična dežela bo. Divja div gozdu več ne bom preganjal in gost mi pravlična